Po končanem študiju leta 1973 se je Janez Dular zaposlil v Belokranjskem muzeju in postavil stalno arheološko razstavo, kakršna je še zdaj na ogled v muzeju, se po njegovem odhodu na Inštitut za arheologijo kljub vsem prizadevanjem Belokranjski muzej nima kustosa arheologa. Arheologe bi že dobili, teh je dovolj. Treba je dobiti mesto. Mesto je povezano s financami in tu moram reči, bi lahko rekel, da je bil odnos centra v vseh teh letih bolj mačehovski. Dular, ki so ga pred nekaj leti razglasili za častnega občana, se je vedno rad vračal v rodno Metliko in pomagal Belokranjskemu muzeju. Tudi zdaj skuša zainteresirati slovenske arheologe, da bi pomagali, da bi Belokranjski muzej končno dobil kustosa arheologa. Upam, da bo kaj premaknjeno, ampak ni pa to noben garant. Veste, to je politična odločitev, ki jo morajo, tudi ta bi morala biti, po mojem mnenju. Da se bi zavedali, da enostavno ena cela pokrajina brez te službe ne more biti. Brez arheologa ne morejo biti najdbe ustrezno varovane in inventarizirane, kaj šele postavljene na razstavo, pravi Dular, ki, kot je dejal v pogovoru z Vesno Žist, verjame, da bo Belokranjskemu muzeju uspelo ob 70-letnici postaviti nujno potrebno novo stalno arheološko razstavo. Namreč v teh letih se je toliko novega skopalo, toliko novega dognalo, da bi to seveda muzej zaslužil, da bi to naredil. Ampak to je vrh, končna faza tega celega procesa. Dular pa tudi upa, da se bo našel denar za nadaljnja izkopavanja na Kučarju, ki jih je sam zagnal v času službovanja v Belokranjskem muzeju, se je prepričan, da Kučar skriva še veliko zanimivih arheoloških najdb, o čemer priča tudi nedavno odkriti knežji grob na Pezdirčevi njivi.